Eno sonce sije na nas, dihamo isti zrak, vsi del tega planeta smo, ljubezen je jezik za vse. Združimo se skupaj vsi, različnost nas bogati. Čistih src poznajmo se, ljubezen je jezik za vse. Pozdravljeni na predstavitvi Stranke za zdravo družbo v Izoli. Naša stranka je nastala kot odgovor državljank in državljanov na približno 60% neudeležbo na volitvah v Republiki Sloveniji, in to v najpogostejših primerih zaradi odgovora, da nimajo koga voliti. Tu smo in se ponujamo kot neka nova izbira v slovenskem prostoru. Stranka ne zajeda v volilno bazo nobene druge stranke v Sloveniji. Tu smo ljudje, ki dejansko živimo zdravo življenje, živimo zdrav življenjski slog, skrbimo za svoje zdravje in ni nam mar, v katero smer bo šel razvoj Slovenije. Želimo souvplivati na našo boljšo prihodnost. Danes sem od kandidatk in kandidatov, ki smo na kandidatni listi Stranke za zdravo družbo v drugi volilni enoti Postojna prisotna samo jaz, zato bi druge naštela. Se pravi, Valentina Flander, sem v Izoli kandidatka, Peter Dagskober je v Tolminu in Novi Gorici, Mojca Arsenšek v Piranu in Sežani, Boris Goljuf kandidira v Kopru, Satja Premkrevsel v Postojni in Novi Gorici in Tomaž Jožef Jančigaj v Ilirski Bistrici, Ajdovščini in pa Vipavju. Zbrali smo se zato, da bi predstavili ključnih 5 točk našega programa. To so odprava sistemske korupcije, sonaravni razvoj, preventiva kot osnova za zagotavljanje zdravja, sprejetje celostne strategije ravnanja z odpadki in prestrukturiranje kmetijske politike. Vendar bi podrobneje o temu predala besedo kolegu Gregorju. Hvala sopredsednici. Res sem vesel, da smo se danes zbrali na, v mojem mnenju, eni najlepših teras na slovenski obali, s čudovitim pogledom, čudovitim vremenom. Kot je že sopredsednica Valentina Flander povedala, je namen današnje predstavitve tista finalna predstavitev 5 ključnih volilnih točk, s katerimi gre Stranka za zdravo družbo na letošnje volitve, že v nekaj dneh. To so te točke, ki so po celem mesecu naše dejavnosti tudi na terenu se izkazale, da je tisto, kar državljanke in državljane najbolj zanima kot ključna sprememba, ki jo moramo unesti v politični prostor v Republiki Sloveniji. In tako kot je že sopredsednica povedala, je to tista osnova, na osnovi katere sploh lahko razmišljamo o spremembi in drugačnem razvoju naše države. Na prvem mestu izpostavljamo sistemsko korupcijo. Slednjo lahko zagotovimo ob uporabi pametnih pogodb in pa tako imenovane tehnologije blockchain. Marsikdo ne razume, kaj pomeni ta tehnologija. Na srečo, predvsem mladi v Sloveniji zelo dobro vedo, kaj je to. Gre pa za tehnologijo, ki omogoča popolno transparentnost postopkov in za razliko od dosedanjih tehnologij, ki so omogočala vmešavanja, menjave, spremembe, tega tu ni več možno. Prvič smo torej na točki, ko lahko človeški faktor dobi realno podporo tehnologije, da lahko nekaj pozitivnega spremenimo. Ob tej ključni izpostavljeni odpravi sistemske korupcije zahtevamo, da v čim krajšem roku sprejmemo tudi nezastaranje gospodarskega kriminala, ki je nova rak rana, ki se vleče kot jara kača vsa leta v slovenski zgodovini. Ob tem
zares predlagamo, da po več letih, ko se v Sloveniji govori o delitveni ekonomiji in se ne da sprejeti nobenega ukrepa, da bi se jo zakonsko uredilo, da to končno uredimo v mandatu, ki prihaja. In ob tem še eno od zelo pomembnih področji, to pa je stimulativna politika za kriptoposlovanje. Predvsem mladim in pa vsem, ki se zavedamo, da bo razvoj družbe, pa ne samo v Sloveniji, ampak v celem svetu, podvržen spremembam, je to tista osnova, na osnovi kateri moramo pač graditi nadaljevanje. Druga točka, sonaravni razvoj, nadomeščanje fosilnih goriv in pa zelena delovna mesta. Na vsak način ob tej točki izpostavljamo izkoriščanje potenciala vegetarijanskega in pa veganskega načina življenja. Kaj vse to za sabo potegne? To je celotna industrija od hrane, oblačil in pa turizma. Kar posebej želimo v tem mandatu doseči je subvencionirano organsko, vegansko prehrano v vrtcih, šolah in pa bolnišnicah. In naj na tem mestu še posebej izpostavimo, da ne govorimo samo o kvaliteti hrane, ki mora biti organska, ampak da gre tudi za lokalno pridelavo na torej naši zemlji, z našimi semeni, zalito z našo vodo, ki ne sme postati komercialno izkoriščena. Tretja točka. Preventiva kot osnova zagotavljanja zdravja. Mogoče za nekatere težko razumljivi besedi komplementarna in alternativna medicina, ki jih želimo vključiti v slovenski zdravstveni sistem. Kaj to pomeni? Da vse tisto, kar smo do sedaj ob obisku bioresonance, ajurvede, homeopatske medicine morali plačati iz lastnega žepa, želimo, da je vključeno v zdravstveni sistem in da zatorej ne bi bilo potrebnih dodatnih plačil posameznikov, ker bi storitev plačali že z plačilom dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Zavedamo se še kako pomembne končne ureditve standardov in normativov zdravilske dejavnosti. In pa ena ključnih tem tudi nastanka naše stranke, svobodno odločanje glede medicinskih postopkov brez izjem. Nobena represivna aktivnost katerekoli vlade ali pa zakonodajalca ne sme poseči v svobodo odločanja državljank in državljanov, kajti ta nam je ustavno zagotovljena. Četrta točka, sprejetje celostne strategije ravnanja z odpadki. Tukaj govorimo o krožnem gospodarstvu in pa o postopni odpravi uporabe nerecikliranih odpadkov. Ne sme se nam dogajati to, kar se nam prepogosto dogaja na raznih tržnicah, ki so že pred leti sprejele uredbe, da bodo prekinile z uporabo plastičnih vrečk, takrat z izgovorom, da ko jih bo zmanjkalo to, kar imajo zalog. In kar čudežno te zaloge ne izginejo. Leta in leta. To seveda ni prav ukrep. Ob tem dodajamo sanacijo opuščenih industrijskih območij, ki so ena največjih okoljskih groženj v Sloveniji, in pa veseli smo, da lahko na glas rečemo tisto, kar mnoge državljanke in državljane zelo moti, in to je nasprotovanje uporabi vremenskih tehnologij. Zrak v vsakem pomenu besede mora ostati čist. In še peta točka, prestrukturiranje kmetijske politike. Vesel sem, da je z nami tudi Marija Kočevar kot ena večjih strokovnjakinj za zdravo hrano, zdravo okolje, semena in vse, kar zraven besede zdravo sploh paše. In ona je bila ključna avtorica prav te pete točke, torej pridelava organske hrane za ljudi. Zakaj to poudarjamo besedo za ljudi? Kajti dosedanje subvencije so bile namenjene predvsem v pridelavo koruze kot krmo za živali in smo nažalost slovensko kmetijstvo pripeljali v smer uvoza hrane za ljudi. In torej, kar je popolnoma jasno, na osnovi tega se morajo spremeniti politika subvencij kmetijskega ministrstva. Podpora lokalni samooskrbi, ki smo jo že izpostavili, absolutna prepoved škodljivih pesticidov. To ne pomeni, da kakšne pa bomo vseeno, ni.
škodljivi pesticidi uničijo zemljo ne samo v tisti letini, ko jih uporabimo, ampak ta vpliv ostane desetletja. Še zadnja točka, v 5. točki pa je prepoved uporabe gensko manipuliranih živil. Mogoče, Marija, še kakšna misel? Gensko manipulirana živila oziroma rastline so tiste, ki so nastale šele pred kratkim, torej nimajo nobenega spomina in tudi naše telo jih ne pozna, ne ve, kako jih presnavljati. Zaradi tega mislim, da še zaradi drugih dejavnikov, ampak predvsem zato mislim, da ne bi smeli imeti prostora na naših poljih, niti v naši kulinariki. Hvala. Sopredsednica, mogoče samo še poziv glede nedelje. Poziv državljankam in državljanom, da se v čim večjem številu udeležite volitev in oddate vaš glas in veseli bomo, če boste izbrali nas za zdravo družbo. Hvala. Hvala lepa. Razpri svoja krila, odpri srci, naj vzklije ljubezen enosti. Ti si ljubezen, ti si ljubezen, naj je mir v tvojem srcu in naj je